Bila je to sprva palača za goste, v času goriških grofov in viteških turnirjev. Tedaj zgradba z dvižnim mostom, Schönhaus, je bila tudi vhod v mesto. Dobrih 150 let pozneje, ko je zadnji goriški grof Lenart grajskemu zdravniku stavbo podaril, so jo leta 1513 odkupili grofje Lantieri in v njej bivajo še danes. Vmes so jo dograjevali in olepšali z mnogimi umetninami. Med temi so freske Marcella Fogolinija, ki so bile nekaj stoletij skrite, prebarvane. Leta 1910 so jih prenovili. Grofje so freske naročili v čast cesarja Karla V., upodabljajo pa obleganje Dunaja pred 500 leti. Med drugim prikazujejo tudi obisk Danteja Alighiera pri Lantierjevih v Bresci. Meceni, veliki ljubitelji umetnosti in ezoterike, so gostili najrazličnejše osebnosti. Kazanovo, princeso Sisi, Goetheja, Karla Goldonija, Napoleona, papeža Pija VI., ki je v 9 mesecih bivanja dal tu zgraditi cerkev. Pa ne le to. Ci sono dei documenti dove si evince che la famiglia Lantieri per Carlo VI ha fatto costruire, credo, delle scuderie per 460 cavalli. Kjer je bil nekoč vhod v konjušnice, mistične podobe poslikave iz 17. stoletja. Tik ob njem nekdanja kuhinja za osebje. Za zidovi palače se skriva zeleno srce, ki utripa že vsaj 500 leti. Park v perzijskem slogu se zaključi z gozdičkom, ki predstavlja človekovo podzavest. Ta libanonska cedra krasi park že 300 let, lučaj stran prav toliko stara hruška. Neobičajna je tale votlina s podobo Marije iz leta 1855. Postavili so jo na željo soproge zadnjega francoskega dofena, Beatrike Gaetane, ki je v palači bivala do svoje smrti. Era la prima coppia della grotta di Lourdes, mai stata fatta, perché diceva quando pregate la Madonna, pregate anche per me. Palača Lantieri je bila od nekdaj simbol večkulturnosti. V njej so govorili vsaj 5 jezikov. Po padcu meje so se leta 2005 v tem salonu zbrali politični in kulturni predstavniki srednjeevropskih držav. Michelangelo Pistoletto je ob tej priložnosti ustvaril steklene oblake, ki so v resnici zemljevid. Odprtost Lantierjevih ostaja kot svilena nit, ki ohranja drobce preteklosti in jih povezuje v imenitno pripoved časa.